Prav lepo pozdravljeni vsi skupaj, še prav poseben prisrčen pozdrav podžupanu Mestne občine Ljubljana, gospodu Čerinu, ki je tudi predsednik sveta Cankarjevega doma, in pa seveda vsem ostalim. Svečan trenutek je pred nami, to je predstavitev naše nove sezone. Kdo jo bo predstavil? Imamo nekaj gostov, zato bom najprej predstavila njih. Tu z nami je Ali Žerdin, urednik sobotne priloge Dela, Barbara Trnovec, kustosinja in antropologinja Pokrajinskega muzeja Celje in avtorica razstave Alma Karlin Kolumbova hči, Edin Zubčević, direktor festivala džeza v Sarajevu in novi soumetniški vodja skupaj z Bogdanom Benigarjem Jazz festivala Ljubljana, ki ga pripravlja Cankarjev dom in je najstarejši jazz festival v Evropi. In pa Ernestina van de Noort, ki je direktorica zelo uglednega festivala v Amsterdamu, in to je bienalni festival flamenka, s katerim bomo skupaj pripravili naš festival flamenka. In pa seveda moji cenjeni kolegi, bom kar začela iz moje leve proti desni, Karmen Klučar, tehnična direktorica Cankarjevega doma, Jana Kramberger, poslovna direktorica Cankarjevega doma, magistra Breda Pečovnik, direktorica kongresnega in komercialnega programa Cankarjevega doma, Nina Pirnac Pahič, vodja razstavnega programa, Simon Popek, vodja filmskega programa, Barbara Rogl, vodja humanistike in kulturne vzgoje, Ingrid Gortan, vodja programa resne glasbe, Andrej Jaklič, vodja programa gledališča in sodobnega plesa in pa Bogdan Benigar, vodja vseh drugih glasbenih oblik, ki jim ne pravimo resna glasba. Torej, in pa seveda moja malenkost Uršula Cetinski. No, zdaj bi pa najprej samo čisto na kratko se ozrla na tiste novosti nove sezone. Prva novost je Evropska jazz konferenca, ki se začne prihodnji teden in je najbolj pomembno srečanje evropskih jazzovskih profesionalcev v Evropi. Potem je to silvestrovanje v Cankarjevem domu. Če ste morda v dvomih, kje boste 31. decembra, potem je najboljša možnost, da ste ravno tu. Zakaj? V Galusovi dvorani izjemen francoski balet Rome in Julija na glasbo Prokofjeva, balet Preljokaj. V Linhartovi dvorani bizarna opereta Peter Kušter, v klubu glasbeni program, tokrat prvič silvestrovanje tudi na razstavi Alme Karlin in pa v vseh teh naših čudovitih hodnikih in pa preddverjih, kjer se bomo zabavali ob dobri glasbi in si voščili srečen vstop v novo leto. Sicer pa je naša, kako bi rekla, sezona v znamenju 100. obletnice Cankarjeve smrti, ki jo Slovenija obhaja prihodnje leto. Prepričana sem, da bo naš festival Cankar o Cankarju od januarja do junija povedal veliko o tem literatu, kar česar sedaj še ne veste. Tudi sami, ko odkrivamo zopet Cankarjevo življenje in delo, smo zelo presenečeni. Dva pomembna dogodka se bosta zgodila, začel se bo z gledališko koprodukcijo Pohujšanje v dolini Šentflorjanski v režiji Edvarda Millerja, končal se bo pa z otvoritvijo velike razstave o Cankarju, ki bo kar na 3 prizoriščih. Njegovo življenje in delo boste spoznali v Mestnem muzeju, poglavitna literarna dela boste spoznali v galeriji Cankarjevega doma. Tu razstavo pripravlja akademik dr. Janko Kos v sodelovanju z Ženjo Lajler, oblikoval bo pa Silvan Omerzu to razstavo. In potem vmes številni dogodki posvečeni Cankarju in njegovem življenju. Prvič v zgodovini Cankarjevega doma bomo februarja imeli tudi festival flamenka, ki ga pripravljamo z omenjeno gospo Ernestina van de Noort, ki je direktorica, kot sem omenila, bienalnega festivala flamenka v Amsterdamu. To je tudi novost. In pa, kot sem omenila, da najstarejši Evropski džezovski festival dobiva novo vodstvo, ki ga bomo danes predstavili. V posebno čast mi je, da danes lahko predstavim tudi knjigo, ki je ravnokar prišla iz tiskarne. Naslov je Oder, podoba, spomin veličastnih 7. Zahvaljujem se časopisni hiši Delo, da smo jo lahko skupaj izdali.
kaj v tej knjigi. V tej knjigi so intervjuji Patricije Maličev, ki jih je v Sobotni prilogi objavljala z tistimi vrhunskimi umetniki na področju gledališča in plesa, ki so preteklo sezono nastopali v Cankarjevem domu. Moram povedati, da si je to knjigo že danes ogledalo nekaj ljudi iz tujine in vsi so obžalovali, da je nimamo tudi v angleškem jeziku. Mislim pa, da je čudovito oblikovala Maja Gspan, naša oblikovalka. Tu z nami je Ali Žerdin, ugleden novinar in publicist, urednik Sobotne priloge Dela. Če boste dobili to knjigo, dober dan Ali, ki je ta knjiga seveda novinarjem na voljo pri Saši Globačnik, če želite v njej pisati, vsi ostali pa jo na naši recepciji tamle na desno za 10 € lahko kupite že danes, kar bo zelo pametna odločitev. Torej, spoštovani Ali, redko kdaj se zgodi, da ti pišeš o umetnosti, vendarle pa je ravno ta tvoj uvod nek razmislek o minevanju in umetnosti na gledaliških in plesnih odrih. Jaz sem človek časopisa in imam eno posebno bolečino, in sicer ta bolečina je, da časopis pride v nabiralnik, v kiosk in potem čez nekaj dni izgine. Sem prepričan, da ljudje iz Cankarjevega doma ali pa ljudje iz sveta odra delite neko podobno bolečino, morda še bolj intenzivno, in sicer to je dejstvo, da uprizoritvena umetnost, potem ko je izvedena, izgine, ni je več. Pri umetnosti se nam kar samoumevno zdi, da je to nekaj, kar visi na stenah, kar je razstavljeno v obliki kipa, kar je spravljeno na zgoščenke, vendar uprizoritve od rituala naprej, od prvobitne glasbe naprej, so pravzaprav oblika umetnosti, ki gre, ki je obsojena na minljivost. Na nek način ne bi bila umetnost nekaj, kar bi presegalo minljivost, vendar prav ta prav umetnost, uprizoritvena umetnost, je še vedno, ne glede na možnost zapisa na filmski digitalni medij, je v tej svoji izvorni obliki obsojena na to, da gre. Nekaj malega se da ohraniti. Tako kot se da minljivost časopisa, ki gre ali v reciklažo ali v ovitek solate, se da preseči s tem, da se najboljše stvari zbere v knjigo, tako se da minljivost uprizoritvene umetnosti do neke mere preseči s tem, da se o njej piše in da se potem te stvari spravi v knjigo. Jaz moram upravičiti še kolegico Patricijo Maličev, avtorico te knjige, ker je zaradi bolezni v družini danes odsotna, žal ne more biti tukaj. Hkrati bi se pa rad iskreno zahvalil celotni ekipi Cankarjevega doma za imenitno sodelovanje pri tem projektu, zlasti pa Maji Gspan, moji sošolki iz Bežigrajske gimnazije. Najlepša hvala. Tako pač na Sobotni prilogi kot v Cankarjevem domu smo na to knjigo zelo ponosni, ker če greste v knjigarno, boste opazili, da tam, kjer piše na polici gledališče in ples, tam je najmanj knjig. Te knjige so zelo redke in zelo redko je tudi to, da izidejo v takšni obliki s tako kakovostnimi besedili in s tako kakovostnim fotografskim materialom. Spoštovani Ali, bi želel še kaj dodati? Povejmo, gre za 7 vrhunskih umetnikov, ki so v pretekli sezoni sodelovali v ciklu 7 veličastnih. Zdaj, jaz sem tukaj nek privilegij, ker ima Sobotna priloga kot medijski sponzor cikla veličastnih 7 neke vrste, v narekovajih, predkupno pravico za pogovore z ustvarjalci, ki pridejo na ta zelo pomemben gledališki cikel, in pač s privilegiji pomenijo tudi odgovornost. Odgovornost je pa v tem pač, da te vrhunske ustvarjalce, njihova stališča, njihove besede
njihove popotnice predstavam, spravimo v format, ki je trajen. Torej, res najlepša hvala. Hvala. Zdaj pa vabim, da se mi pridruži Barbara Trnovec, avtorica razstave Alma Karlin, Kolumbova hči, ki jo bomo odprli prihodnji teden v naši galeriji. Torej, z njo bomo obeležili tudi posebno obletnico 90 let od vrnitve Alme Karlin s potovanja okoli sveta, ki je trajalo 8 let. Torej, Barbara, ali se nekako tudi ti strinjaš, da je pravzaprav Alma Kolumbova hči, kakor se je pravzaprav poimenovala kar sama? Ja, kdor pozna Almine potopise, pozna desetine omemb Kolumba. Alma se je zelo pogosto primerjala s Kolumbom, tako da jaz razumem ta njen odnos do Kolumba, kakor da je on nekakšen njen duhovni oče, zato tudi že vrsto let uporabljam to poimenovanje Kolumbova hči. Torej, Alma Karlin nekako je bila za časa svojega življenja odrinjena na rob zanimanja slovenske javnosti iz različnih razlogov, ki jih tudi ti navajaš v svojih delih, pa vendarle se zdi, da je bila človek oziroma celo poleg tega človek, tudi ženska, kar je še bilo veliko težje v tistih časih, pa tudi danes, ki je bil pravzaprav človek prihodnosti, ne? Mi smo tako poimenovali pravzaprav razstavo o Tesli, ampak na nek način je Alma Karlin bila človek prihodnosti. Zagotovo. Ko sem razmišljala, kot kustosinja vem, da vsaka razstava mora biti intelektualno, duhovno, čustveno, estetsko doživetje, mora biti pa tudi aktualna. In ko sem razmišljala o aktualnosti te razstave, sem rekla, seveda razstava je aktualna toliko, kolikor je aktualna Almina življenjska zgodba, ta je pa po moji oceni zaradi svoje kompleksnosti, zaradi vseh vzponov in padcev, pravzaprav pa zaradi vrednot, ki jih posreduje, absolutno brezčasna. V toliko je tudi ta razstava aktualna. In seveda Alma, njena zgodba. Zdaj pa še za konec, kaj bomo na tej razstavi videli, česar do sedaj še ni bilo mogoče videti? Ta razstava prinaša veliko novega, tako kompleksne seveda predstavitve Alme do zdaj še ni bilo. Mogoče naj omenim, zakaj sem izbrala kraljevsko modro in zlato barvo za vodilni barvi, zato da bi poudarila pomen, prestižnost, izjemnost predmetov, ki jih bodo obiskovalci lahko videli na razstavi. Kot rečeno, nekaj že videnih, veliko pa tudi novih, med drugim bodo prvič na ogled tako široki javnosti japonski lesorezi, potem je tukaj fantastično oblačilo iz Tape, iz Nove Gvineje, ki je bilo zelo verjetno poslikano posebej za Almo, potem bojo prvič javnosti predstavljene v celotnem obsegu razglednice iz zbirke Alme Karlin, to je 500 razglednic, ki jih je kupovala po poti. Tukaj bo odličen portret iz partizanov, torej Alme v partizanih, bo tudi prvič predstavljen javnosti delo Božidarja Jakca. Potem je tukaj slovar 10 jezikov, ta kultni slovar, mislim, da bo tudi zdaj prvič tako široki javnosti predstavljen, še vrsta drugih predmetov, zelo bogato slikovno gradivo, dokumentarni film z fantastičnimi pričevanji, res nekateri ljudje, ki so pričali, film sem snemala sicer lansko leto za razstavo o Teji Schreiber Gamelin, ampak vsi so se seveda pričevalci dotikali tudi Alme, nekateri so še so bili še njeni osebni prijatelji, tako da ta pričevanja so izjemna. Tukaj bo pa tudi drevo, ki je bilo lani tako brutalno požagano nad grobu Alme Karlin, zdaj pa nastala, mislim, da res čudovita skulptura na podlagi japonske filozofije in tehnike za rekonstruiranje keramike z zlatim lakom v ruši. Tako da zelo, zelo veliko zanimivega. 2 kotička, igralna za odrasle, za otroke, za vse, ki bi želeli izvedeti več, kakor ponujajo panoji, bodo dodatne vsebine dostopne, bogat spremljevalni program, ki ga bo po nadaljevanju gospa Barbara Rogl predstavila, tako da zelo razkošna razstava.
Najlepša hvala tebi in pa Pokrajinskemu muzeju Celje za to sodelovanje. In pa seveda vsi vabljeni prihodnji teden na otvoritev razstave ali pa seveda na ogled razstave, primerne za vse starosti in vse generacije. Hvala lepa. Bogdan Benigar, velik trenutek je pred tabo, na katerega si čakal dolgo, Evropska jazz konferenca prihodnji teden. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Ja, res je, lahko ponosno rečem, da se drugi teden bliža vrhunec mojega delovanja v glasbi kot promotor v zadnjih 25 letih, kajti zelo sem vesel in ponosen, da naslednji teden pride v Ljubljano več kot 200 jazzovskih profesionalcev iz cele Evrope. To je odlična priložnost, da se izkažemo kot organizatorji, da pokažemo Cankarjev dom, naše kapacitete, naše odlične sodelavce, da pokažemo Ljubljano, kajti večina teh ljudi še nikoli ni bila v Ljubljani in Sloveniji, in da znotraj programa tudi predstavimo najboljše v slovenskem jazzu v najširši možni obliki. 7 izvajalcev je izbrala mednarodna komisija, 5-članski programski odbor te konference, in to je tudi prvič, da je mednarodna komisija izbrala nastopajoče, kar pomeni, da imajo verjetno tudi oni večje možnosti za prodor v tujino. Gre pa seveda tudi za konferenčni del, ki se obada z zelo aktualno vsebino, in če lahko citiram Francesca Martinellija, ki je napisal uvodno besedo o konferenci in ki tudi urednik prve knjige o evropskem jazzu, ki sicer še nastaja, ampak bo kmalu tudi izšla. On pravi, da je jazz bil vedno srečališče najrazličnejših idej in da je danes čas, ko se moramo vprašati, kdo smo, zakaj smo skupaj in kam gremo skupaj. In to nam bo uspelo preko odličnih govorcev na tej konferenci. To so Rabi Abu Khalil iz Libanona, Bojan Zulfikar Pašić, sicer iz Beograda, že 20 in več let pa živi in ustvarja v Franciji, ter Rokia Traore iz Malija. Vsi so uspešni pokazatelji oziroma vsi so predstavniki tistega časa, ko so bili migranti zelo lepo sprejeti v drugih okoljih in kjer so dobili priložnost, da so se profesionalno uveljavili in naredili mednarodne kariere. Torej, hočemo pokazati lepe primere in se spraševati o stvareh, ki so aktualne v današnjem času, ne samo na glasbenem področju, v umetnosti nasploh in v socialnem in drugih načinih življenja. Torej, če še kdo ni prepričan, seveda registracije so odprte, to je konferenčni del, se pravi, da še vedno so odprte možnosti, da se ljudje prijavijo na to konferenco. Kot rečeno, trenutno nas je že 250 in to bo res eden večjih dogodkov v naslednji sezoni. Hvala lepa. Če se je kdo slučajno spraševal, kaj počne naš kolega Andrej Jaklič vse dneve in noči, počne to, da išče po vsem svetu veličastne plesne ali gledališke predstave, ki jih potem prikaže največkrat v Galusovi dvorani v sklopu abonmaja Veličastnih 7. Prosim za predstavitev. Ja, lepo pozdravljeni. Trilogije gospoda Glembajevi, s katero začenjamo letošnji program Veličastnih 7, pisatelja Miroslava Krleže, do sedaj za baletni oder ni priredil še nihče. Oziroma koreograf in režiser Leo Mujić je bil prvi in bil pri tem projektu, v katerem nastopa praktično celoten baletni ansambel Hrvaškega narodnega gledališča, kar pomeni več kot 50 plesalcev, zelo uspešen. To pa tako pri kritikih kot pri občinstvu, po mnenju nekaterih celo bolj kot sam Krleža. Odličen, predvsem pa unikaten primer povezovanja tradicije in sodobnosti je naslednji projekt Tristan in Izolda, karizmatičnega japonskega ustvarjalca Sabura Tešigavare. V njem koreograf in plesalec povezuje Wagnerjevo interpretacijo neuničljive keltske legende, gre za enega ključnih trenutkov evropske klasične glasbe, s plesno tradicijo z nasprotnega konca sveta, torej z Japonske. Gremo v Francijo, koreograf Anželin Preljokaj ima albanske korenine. V Francijo je emigriral v začetku 80-ih prejšnjega stoletja in imel zaradi svojega porekla ogromne probleme. Te izkušnje je s pridom in zelo učinkovito uporabil tudi v koreografiji baleta Romeo in Julija, v kateri je ljubezensko zgodbo postavil v središče nacionalno pogojenih klanovskih razprtij.
To je storil leta 1990 in če kdaj, potem je takšna zgodba danes aktualna bolj kot kadarkoli. Kritike prve uprizoritve pohujšanja v dolini Šentflorjanski iz leta 1907 so bile katastrofalne. Slaba predstava, slabo besedilo, kratka življenjska doba obojega so bile le nekatere od oznak, s katero so jo obkladali. Ocene so danes pozabljene, Cankarjeva farsa pa še kako živi. Zakaj tako in za kakšno pohujšanje pravzaprav gre, nam bo 26. januarja odkrila gledališka koprodukcija med Cankarjevim domom, SNG Dramo Ljubljana ter Mestnim gledališčem ljubljanskim, ki nastaja pod vodstvom režiserja Eduarda Millerja. Ob besedi flamenko večina pomisli na rdeče pike, na nostalgijo, na akustično kitaro, torej nekako na vse, kar je povezano s tradicijo. V projektu trenutno največje zvezde flamenka, Rocío Molina, gre za njen projekt Padec iz raja, vsega tega ni. Zato pa je vse, kar dobra predstava, sploh kar dobra predstava sodobnega flamenka mora imeti. Pogum, drznost, inovativnost, predvsem pa duhovitost. Pa tudi kitare, čeprav so te električne. Polna luna, temna svetloba, gnu. Gre za dokaj nenavaden naslov za predstavo, a če ta prihaja od tam spodaj oziroma down under in če gre v projektu za raziskovanje tiste meje, na kateri je človek izstopil iz živalskega krogotoka, van pa se kar naprej vrača, vse skupaj postane tudi izredno zanimivo. Tudi zato 7. aprila gostimo triptih avstralske plesne skupine Sydney Dance Company in odstiramo tančico skrivnosti, kako se danes pleše down under oziroma tam spodaj. Kje pa se neha telo in kje se začne navidezna resničnost, to je tista točka, ki jo v projektu, zadnjem projektu veličastnih 7 Pixel težko najdemo. Zato pa zaradi magičnosti videnega nikoli ne nehamo iskati. Gre za spoj navidezne resničnosti, pogojen z vrhunsko sodobno tehnologijo in konkretnega giba, ki v kombinaciji postane tako magičen, da nas nazadnje prepriča, da je na odru v bistvu mogoče prav vse. Pa tudi to, da je oder velikokrat bolj resničen od tega, kar dejansko živimo. Zdaj pa k besedi vabim soumetniško vodjo festivala Biflamenko, Ernestino van den Noort, da natančneje predstavi festivalski program prvega Biflamenko festivala. Gospa Ernestina bo govorila angleško, vendar pa prevod tega, kar bo povedala, najdete v svojih novinarskih mapicah. Welcome, thank you very much for your kind collaboration. It is a big honor to present you and our collaboration, and of course the first festival of flamenco in Cankarjev dom. Thank you so much, Ursula. I have to put on my glasses. It's my very big pleasure, my big honor to, as the director of the Dutch Flamenco Biennial that was founded in the Netherlands in 2006, that has celebrated its 7th edition in 7 cities, to share my views on flamenco with Cankarjev Dom that will host the first Biennale in Slovenia, Biflamenko. From 9 till 13 of February, the historical Cankarjev Dom Theatre in Ljubljana will sparkle and buzz with flamenco from cutting edge to traditional. Audiences can expect 5 days filled with flamenco, performed by famous stars and upcoming talents, who together make up the vanguard of flamenco in Spain. Combining tradition with innovation, their performances offer a new and surprising view on flamenco. The first Flamenco Biennial in Ljubljana, Biflamenko, marks the beginning, we hope, of a resounding contemporary flamenco festival tradition in Slovenia, where the newest developments of the genre will be presented. I can say with pride that we have reunited in a high-class artistic program a colorful variety of the most diverse and vanguard flamenco expressions. And I say flamenco expressions because the expressions unite flamenco dance with contemporary dance and other dance expressions like buto or street dance, amongst others, with artists like leading lady Rocío Molina with Caída del Cielo, which André already explained, Sara Cano, and Ana Morales, who will show here in the hall
a festival creation we made in Holland with her, Bagatelle, with the soundscape from Enrique Tomás. They are all three choreographers who seek also musically to enrich their horizons, stepping out of their comfort zones and integrating other sounds than only flamenco in their soundscapes, like rock, metal, or contemporary compositions. Our musical program is, I think, as exciting and transversal as our dance program. Flamenco will meet jazz with the young and super energetic Alfonso Arroca Quintet. We programmed him in the Netherlands last January, and I can say it's an enormous energy boost, a fresh new quintet. The dancer of the quintet is a percussionist with the feet, and he will give here an open and free rhythm class, so all people who want to know a little bit about flamenco can feel the flamenco vibe with the dancer Abel Harana. Flamenco will also meet some rock, rap with a rhythm guru and the master of improvisation, singer-songwriter Diego Carrasco. He is my personal hero. He's from Jerez de la Frontera, and what he does with the flamenco compás, the rhythms, is unequaled. His experiments and his original lyrics have made him a figurehead of the new flamenco, and a whole new generation in Jerez de la Frontera makes flamenco thanks to him, because he steps also out of the tradition. And then finally, flamenco will meet the music and the poetry of old Persia. And I'm very thrilled and honored that we can present here the first Flamenco Biennale creation, which is called Qasida. I made it in 2011, and since then it has toured internationally. In Qasida, flamenco meets Persian classical music, and it's an elegant musical dialogue between the cante jondo, which means deep singing of Spain, and old Persia, where also this old tradition is of tahir, which means improvising on arabesques. And we do that with Rosario La Tremendita, which is a young civilian singer, and Mohammed Motamedi, and he's today's very fast rising star of Persian traditional music. To conclude, I'm sure that the sphere of the influence of this big event will immediately cross borders to the neighboring countries and the region, because we want to have an international biennial here, and there will flock people from, I hope, from Venice, from Milan, from Vienna, because that's what we aspire, as our international program does, because we do not only bring the international top of the flamenco, but we offer an audacious and contemporary cutting-edge program and lineup that crosses cultures, genres, and disciplines. And I can say it's much more than I could ever have done in my very first festival in Holland. So I'm very, very thankful to André Jaklic, Bogdar Benigar, and Ursula Cetinski to the open mind and the lucid view of the artistic team, because thanks to that we can make the Biennale here in Slovenia as contemporary and cutting edge like we want. Thank you so much. Thank you for this presentation. Torej, kadar pomislimo pa na doživetja, vrhunska doživetja na področju klasične ali nekateri rečejo tudi resne glasbe, potem je prva asociacija za mnoge prebivalce Slovenije, Zlati Abulma, Srebrni Abulma, Cankarjevega doma. Moja takojšnja asociacija pa je seveda Ingrid Gortan, dolgoletna vodja programa resne glasbe, ki oblikuje tako izvrstne cikle. Hvala. Tako je, na hitro bi predstavila tiste tradicionalne cikle, ki pravzaprav so nekako temeljni za to, kar Cankarjev dom oziroma glasbeni abonma ponuja v naši največji simfonični dvorani. Zlati abonma je eno najpriljubljenejših programov, ima več kot 1000 abonentov in drugo leto se še posebej veselimo tega, da bo ponudil niz res vrhunskih solistov.
Med njimi bosta prvič v Ljubljani nastopila recimo violinistka Viktorija Mulova in Steven Izerli. Zelo se pa veselimo tudi kontratenorista Franka Fagiolija, gre pač za tip glasu, ki ga pri nas redkeje slišimo na koncertnih odrih. Prvič bo gostoval cenjeni kraljevi škotski orkester. Zelo pa nas zanima, kako bo izpadlo prvo gostovanje orkestra Borusan iz Istanbula. Spremljajo jih odlične kritike z mednarodnih odrov. Zanimivo pa je to, da jih pravzaprav v celoti financira privatni kapital, turški domači, in zanimivo, da tudi njihov program je izrazito nekonvencionalen in prihaja pravzaprav na gostovanje recimo z novo skladbo angleškega skladatelja Marka Anthonyja Turnidgea. Skratka, velika zanimivost. Srebrni abonma je tisti, ki predstavlja bolj intimne cikle, večinoma se odvija v dvorani Slovenske filharmonije, ki je akustično pač primernejša, je pa to res ena dolgoletna nekako stalnica programska Cankarjevega doma. Zelo nas veseli, zelo smo ponosni, da ga letos odpira maestro Grigorij Sokolov. Ostali del cikla smo nekako zasukali v sodelovanja odličnih slovenskih umetnikov z mednarodnimi kolegi. Naj omenim tako že prvo zelo pričakovano oziroma dolgo časa pri nas je nastopil Mate Bekavac in nekako oblikoval bo program z odličnimi mladimi glasbeniki Akademije Kronberg. Zanj so predvsem značilne precej, bi rekla, v narati izziva puristične tendence v komorni glasbi, tako da nas zelo zanima, kakšen relativno neznan program nam bo predstavil novembra. Rada bi opozorila tudi na kvartet saksofonov Signum. Gre sicer za nekakšen nemški kvartet, ki pa že od samega začetka ima kar dva slovenska člana. Zagotovo recimo opisali bi samo toliko, da so recimo letos nastopili v nizu teh dogodkov, ki so označili odprtje spektakularne stavbe Lapske filharmonije v Hamburgu. Nastopili na tej tako imenovani dolgi noči komorne glasbe in to se celo v zelo, bi rekli, elitnem terminu. Gre skratka za res en viden, mlad, svež ansambel, ki prihaja k nam marca. Simfonični koncerti naših partnerjev. Modri abonma bo letos zasukan v smeri kot lansko, vsebinsko to pomeni ekstravagance. Glavnine bodo oziroma nekakšna vodila bodo različne obletnice, tudi obletnica 500-letnica protestantizma. Med solisti se zelo veselijo Simona Trpčevskega in Fazila Sajo, oba sta pianista. Sicer pa je recimo Oranžni bolj letos namenjen gledališkim delom oziroma delom za glasbeno gledališče ali takšni, ki so nastali na podlagi gledaliških predlog. Sicer je recimo zelo solistično so povabili ponovno Nikolaja Demidenka. Mario Brunella bo tudi oblikoval kot dirigent nekatere skladbe, veselijo se pa tudi Rossinijevega Stabat Mater. Simfonični orkester RTV Slovenija oblikuje pri nas 9 koncertov kromatike. Drugo leto so nekako zastavili ga z zelo zanimivimi tudi novimi dirigentskimi imeni. Veselijo se Francesca Prata, zelo jih zanima, kako se bo odrezala dirigentka Maguire. Nocoj začenjajo sezono z razprodanim Mozartovim rekviemom, namenili pa so ga bivšim velikim imenom dirigentskim Antonu Lanutu in pa Samu Hubadu, ki sta pred kratkim preminula in bo ta koncert nekakšen spominski. Našo simfonično dejavnost seveda dopolnjuje zelo bogat program matinej. Gre za 16 koncertov, vodenih, komentiranih, živih, enournih. Oblikuje jih oziroma naš partner jih pravzaprav v sodelovanju s šolami oblikuje in promovira. Naj povem, da so mi ta teden sporočili, da so pravzaprav vsi polno zasedeni, kar pomeni, da bomo v naslednjem letu kar 18 000 otrok, spremljevalci
doživeli na teh koncertih. Določen kontingent kart pa smo namenili tudi za izven, saj smo opazili, da pravzaprav je zelo velik interes pri tistih ljudeh, ki se morda ne želijo ali pa logistično ne morejo udeležiti večernih koncertov simfoničnih, da so skratka vabljeni in se z veseljem udeležujejo teh dopoldanskih simpatičnih matinej. Meni je še posebej pri srcu koncert oziroma projekt Planet Globokar. Gre za predstavo, ki jo je postavil avstrijski ansambel Studio Dan. Je zelo zanimiva predstava, postavljena pravzaprav za otroke, tudi koncertno oziroma krstno je bila vedno izvedena v nekih kontekstih otroških gledališč. Moram pa reči, da je ta lucidnost in neka subverzivni duh, ki jo prežema, in pa duhovitost zelo večznačna, tudi tista, ki mislim, da bo zainteresirala tudi našo publiko siceršnjega cikla sodobne glasbe Predihano. Pripravili pa bomo tudi predstavo ob 11. namenjeno šolam. Hvala. Najlepša hvala. Izjemno veliko intelektualnega naboja in pa izjemno veliko kreativnosti je potrebno, če hočete v Cankarjevem domu ustvariti tako imenovani program humanistike in kulturne vzgoje. Kaj sodi v ta program? To so številna predavanja o najrazličnejših umetniških in neumetniških temah. Kulturna vzgoja pa je tisti del našega programa, ki ga namenjamo otrokom in mladini. In za vse to je zaslužna Barbara Rogelj. Hvala lepa za besedo. Ja, kulturni vzgojni program je med najobsežnejšimi programi v Cankarjevem domu in zdaj se že lahko pohvalimo, da bomo v letošnji sezoni gostili na naših prireditvah, koncertih, potem predstavah več kot 50 000 otrok in mladine. In z veseljem najavljam kar 5 premier v okviru tega programa zanje. Začeli bomo že ta mesec, 29. septembra, z gledališko glasbeno predstavo Džumbus, s katero se v Cankarjev dom vrača vsestranski umetnik, skladatelj, izdelovalec inštrumentov, tudi pedagog in lutkovni režiser Peter Kus. Doživeli bomo pravo zvočno gledališče z izvirnimi glasbili in zvočili iz različnih vsakdanjih predmetov. Mogoče ne veste, da se da prav dobro zaigrati tudi na korenje in kolerabo. Da so velike osebnosti lahko pa inspirativne tako za mlade kot za umetnike, smo dokazali že lani s projektom Tesla Janeza Dovča, letos pa z neustrašno raziskovalko, znanstvenico stopamo v polje radioaktivnega in naravoslovnih poskusov. Protagonistka bo Marie Curie, premiera te gledališke predstave za mlade pa 21. oktobra. Dan pred začetkom knjižnega sejma pa bomo predstavili Cankarjev v stripu. Trije mušketirji, Andrej Rozman Roza, Boštjan Gorenc Pižama in Žiga Gombač so namreč izbrali 3 Cankarjeva dela, jih priredili za strip, mi pa bomo ta strip prenesli v Linhartovo dvorano kot stripovski performans, kar v bistvu napoveduje nek nov gledališki žanr. Tudi v okviru knjižnega sejma bo sledila še ena gledališka premiera, Cankar, mladi gledališki raziskovalci in ustvarjalci so kot izhodišče vzeli lik, osebnost in delo Ivana Cankarja. Predvsem so nekako ga želijo prikazati kot upornika z razlogom, le tako so lahko njegove ideje, njegova dela preživela njegov čas in v bistvu so žive in aktualne še danes. 6. december na Miklavževo v Linhartovo dvorano prihaja nova otroška opera Hobit. Hobit je nastal seveda po Tolkienovi predlogi. Skladatelj je Dean Bury, ki v tem času tudi prihaja v Ljubljano. V svet Bilba Bogataja pa nas bo
popeljalo kar 120 zboristov Glasbene matice Ljubljana in pa študenti Akademije za glasbo. Opero bo zrežirala Nana Milčinski in verjamemo, da učinkovita je bila že v literarni in pa v filmski različici, da bo prav tako tudi v glasbeni. Humanistični program Cankarjevega doma nekako sledi našim načelom o medprogramskem povezovanju. Tako da običajno pripravljamo cikle ob razstavah v galeriji Cankarjevega doma in ob drugih priložnostih. Ob razstavi Kolumbova hči, o kateri je bilo danes že govora, smo pripravili zanimiv cikel, ki bo sledil takoj odprtju razstave. Kot prva bo predavala gospa Trnovec, potem sledi predavanje doktorja Škamperleta o Alminem duhovnem nazoru in pa veselimo se omizja, na katerem bomo poskusili uvrednotiti njeno literarno delo in bo namenjeno to omizje tudi širši javnosti. Naj kot zanimivost povem, da je bila Alma kot mlada deklica žrtev zlorabe zaupanja in da jo je to izjemno zaznamovalo. To pa je nekako bila izhodišče pri pripravi delavnic in pa predavanja Maje Minič. To bomo namreč implicirali nekako na današnji svet, na virtualni svet, v katerem prežijo različne pasti za naše najstnike, pa tudi za mlajše, in pa prikazali predvsem ta problem lažnih profilov in drugih spletnih prevar. Druga razstava, ob katerim bomo pripravili cikel predavanje, razstava Ivana Meštrovića. Tokrat smo znova povabili cenjeno predavateljico, doktorico Svetlano Slapšak, ki bo spregovorila o telesu in o erotiki. Povem pa naj, da pripravljamo tudi že cikel predavanj ob razstavi o Ivanu Cankarju. Skratka, veselimo se tudi drugih predavateljev, ki so s svojimi dosežki, svojimi dognanji prispevali pravzaprav k današnjim sodobnim dognanjem. Te, ki smo jih povabili in si nam že potrdili, da nas bodo obiskali in sodelovali bodisi na omizjih, bodisi s predavanji, so Kristof Čaransa, potem Jenny Elpenbeck, Terry Eagleton, pa dr. Ivan Šprajc, Viki Grošelj, Bernadette McDonalds in drugi. In ob tem prav za konec naj dodam še to, da se veselimo tudi, da smo tudi v letošnji sezoni koproducenti enega osrednjih literarnih festivalov, Fabula, in na našo pobudo bomo Fabuli letos dodali še Fabulo pred Fabulo. To sta dva humanistična večera z velikimi imeni, ki pa jih zaenkrat še ne smem izdati, tako da spremljate naša medijska sporočila. Najlepša hvala. Pred nekaj dnevi se je v Cankarjevem domu zgodilo nekaj zelo nenavadnega. Imeli smo predpremiero torej novega slovenskega filma in prav vsi v dvorani od prvega do zadnjega smo bili izjemno navdušeni. In takšno občutje vsesplošnega odobravanja je seveda pri slovenskih premierah filmov ali drugih umetniških del zelo redko. Zato pa je zaslužen za to novost predpremiere slovenske v Cankarjevem domu naš dolgoletni vodja filmskega programa in prvo ime festivala Liv, Simon Popek. Hvala in lep pozdrav. V sodelovanju s Filmskim centrom Republike Slovenije smo si zamislili ta, bi rekel, cikel oziroma serijo slovenskih filmskih premier, ki mi vsi skupaj verjamemo, bodo tudi prihodnje potekale v Cankarjevem domu. Torej, kot je že omenila Uršula, je bila zelo uspešna otvoritev filma Košarkar naj bo. Že oktobra, natančno 10. oktobra, pa bomo prav tako v Linhartovi dvorani doživeli premiero novega filma Jana Cvitkoviča. Sodelovanje so pa
potem nadaljevan še v okviru Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala, kjer bomo predstavili še 2 filma, nova slovenska, to sta nova filma Marka Naberšnika in pa Janeza Burgarja. Morda bomo poslušali kakšnega dodali, namreč Liv seveda še nastaja, smo ravno v najbolj naporni fazi. Seveda Liv 28. letos od 8. do 19. novembra, lahko že razkrijem retrospektivne sekcije. Fokus bo namenjen sodobni francoski kriminalki, ki je izjemno plodovita in zanimiva. Namreč tukaj ne gre zgolj samo za žanr, za nek eskapizem, ampak se te nove kriminalke zelo konkretno naslanjajo na neko aktualno sodobno realnost. Skratka, tukaj so tematike migrantov, ksenofobije, nacionalne identitete in tako dalje. Kot addendum temu fokusu pa bomo v retrospektivi potem prikazali še zgodovinski pregled, torej enako francoskega krimiča s poudarkom na zlatih 70. letih in še deloma 60. in 80. Sekcija posvečena pa bo torej posvečena 50. obletnici magičnega leta 1967, o tem bom pa več spregovoril na tiskovni konferenci Lifa, ki bo 16. oktobra. Kot že dolgo leta sodelujemo tudi z Društvom za gorsko kulturo in februar je mesec za festival, mednarodni festival gorniškega filma. Že marca pa potem bomo predstavili 20. festival dokumentarnega filma. Jaz verjamem, da bo spored izjemno atraktiven. Že tukaj lahko napovemo nek fokus na veliko francosko dokumentaristko Agnès Varda, ki pri svojih 85 letih ustvarja z nezmanjšano močjo. Najlepša hvala. Kot veste, ima Cankarjev dom tudi bogat razstavni program, ki se dogaja v naši glavni galeriji, pa v Mali galeriji in na številnih drugih razstavnih prizoriščih. In gotovo se vam tudi zdi oziroma je tako, da je ustvarjati razstavni program v kulturnem centru veliko težje kot v galeriji, kjer je denimo vsa institucija posvečena ravno pripravljanju razstav. Pa kljub temu je že dolga leta te nalogi izjemno kos in ustvarja razstavne presežke. Nina Pirnec-Pahič. Hvala lepa. Pozdravljeni vsi skupaj. Torej, v razstavo naše največje svetovne popotnice nas je tako lepo in zanimivo uvedla že avtorica razstave, Barbara Trnovec. Lahko vas samo še povabim, da se skupaj veselimo ogleda te zanimive razstave od naslednjega tedna vse do sredine januarja. No, medtem pa smo prejšnji teden že stopili v novo fotografsko sezono v Mali galeriji z razstavo, odlično razstavo avtobiografsko Dejana Mijovića, ki je pomočnik urednika spletnega dela. Sledilo bo še 6 izvrstnih fotografov, eden med njimi prihaja tudi iz tujine z izvirnimi koncepti in zelo različno uglašenimi pristopi. Naj med temi razstavami posebej omenim le 8. To gre za skupinsko razstavo fotografov Dnevnika, saj smo doslej v nizu fotožurnalističnih razstav predstavili zelo uspešno in z različnimi koncepti predstavili fotografe revije Mladina in časnika Delo. V Cankarjevo leto razstavni program stopa z 2 razstavama.
Prvo z naslovom Ivan Cankar in njegova pravica pripravljajo in oblikujejo študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje pod mentorstvom njihovega dekana Boštjana Botasa Kende in profesorja Primoža Viteza. Pripravljajo jo kot labirint s 7 postajami, s 7 dogodki na križevem potu Hlapca Jerneja. Zanimivo je, da bo ta razstava hkrati tudi dramaturška osnova poznejše gledališke predstave, ki bo na ogled v naši hiši v jesenski sezoni. No, drugo razstavo, obsežnejšo, ambicioznejšo, ki jo pripravljamo skupaj z Mestnim muzejem in ki bo ambicioznejše predstavila življenje in delo našega velikega pisatelja, je uvodoma predstavila že naša generalna direktorica. Lahko rečem samo, da jo bomo odprli na prvi, tako rekoč na prvi poletni dan in bo zaradi pomembnosti segala še daleč v naslednjo sezono. Osrednji likovni dogodek naše razstavne sezone pa je nedvomno zahtevna predstavitev velikega hrvaškega kiparja Ivana Meštrovića z izzivalnim naslovom Telesnost in erotika v kiparstvu. No, po zelo dolgem času, 35 let, si bo naše kulturno občinstvo lahko znova ogledalo oziroma se bo lahko srečalo z mojstrovinami tega velikega umetnika, tokrat na področju akta in seveda v izjemni postavitvi zagrebškega arhitekta in oblikovalca Filipa Bevsana in zelo čarobni osvetlitvi, ki jo omogoča naša galerija. Torej, premiera te razstave v Zagrebški gliptoteki lani je požela velik uspeh, saj se teme, zelo zahtevne teme golega telesa v monumentalnem opusu tega kiparja niso lotevali. S to temo so se spopadli sedaj 3 avtorji mlajše generacije in jo predstavili tudi v katalogu s 3 eseji, ki moram reči, da so v strogi zagrebški klimi prejeli visoke kritiške ocene. In za konec, kot majhno zanimivost tega projekta, naj povem to, da je zagrebška razstava v Klovičevih dvorih, ki je bila na sporedu spomladi, Izzivi moderne, Zagreb Dunaj okoli 1900, res odmevala v širšem kulturnem prostoru, zato se je ugledna Dunajska galerija Belvedere odločila za predstavitev te razstave letošnjo jesen. No, Meštrović se pravzaprav z velikim številom svojih del po 100 letih vrača na Dunaj, kjer je v mladosti žel svoje prve uspehe. V tem izboru so tudi 4 dela z naše razstave, zato jih bomo pripeljali v Ljubljano tik pred otvoritvijo, se pravi na Prešernov dan, in jih kot zadnje umestili v prostor naše galerije in med njimi je tudi znameniti Vodnjak življenja. Hvala lepa. Najlepša hvala. Kakšna bosta 59. in pa jubilejni 60. najstarejši evropski festival džeza, bosta pa predstavila torej nov umetniški dvojec, ki ga sestavljata Bogdan Benigar in pa naš gost Edin Zubčević, ki ga prosim, da se nam pridruži. Tisto, kar bo Edin v tem trenutku spregovoril, je tudi prevedeno že v vaših novinarskih mapah, tako da predlagam, da Bogdan najprej kar nekako vodi tale razgovor oziroma ta duet. Hvala, Uršula. Jaz bi najprej samo še, če dovolite, medtem ko boste si lahko gledali nekaj slajdov, izpostavil nekaj vrhuncev ali pa najpomembnejših v tem trenutku stvari, ki bi vam jih rad predstavil z programa Druge glasbe. Predvsem nekaj stvari, ki niso tako običajne. Prva, ki je zelo neobičajna, namreč tega koncerta nimate zabeleženega v programski knjižici niti znotraj abonmajev, ker je čista sveža novica. To je koncert enega najbolj
čislenih imen tega stoletja v newyorškem jazzu, to je pianist Robert Glasper, ki bo 24. novembra nastopil s svojim triom v Linhartovi dvorani, čemer bo sledil še jam session s slovenskimi glasbeniki v klubu in to prirejamo v okviru cikla oziroma enodnevnega festivala No Jazz Focus. Potem bi rad upozoril na nekaj, kar je tudi zelo redko v Cankarjevem domu, to so nastopi tujih vrhunskih folklornih skupin. 30. novembra bomo namreč gostili legendarno makedonsko folklorno zasedbo Tanec, ki deluje že 60 let in je gotovo ena najboljših mednarodnih folklornih skupin na svetu. Oni se vračajo po več kot 10 letih v Galusovo dvorano in mislim, da bo to res super dogodek za vse ljubitelje folklore, ne samo za njih, tudi za ljubitelje glasbe, kajti znano je, da v tem orkestru igrajo najboljši tradicionalni makedonski glasbeniki. In če navežem na Makedonijo, pridemo do Gorana Bojčevskega, ki je Makedonec, ki ustvarja in živi v Sloveniji, v Celju in ima tudi svojo skupino. In on se bo za otvoritveni koncert Evropske jazz konference združil z Bojanom Zulfijem Karpašičem. Skupaj bosta preigravala gradivo, njuno avtorsko gradivo in tudi tradicionalne skladbe. In ta koncert, ki je uvodni koncert Evropske jazz konference, je tudi hkrati uvodni koncert abonmaja Glas sveta, ki nima mej, ki ponuja glasbo iz 5 kontinentov in seveda tudi najino novo sodelovanje z Edinom nima mej. Edin prihaja iz Sarajeva, z njim že nekaj časa sodelujeva, kajti on ni samo ustanovitelj in direktor Jazz festivala Sarajevo, ki je lani praznovalo 20 let, ampak tudi ena gonilnih sil bosanske glasbene scene, založnik, producent, zelo izkušen v promociji in to je bil tudi razlog, da sem se odločil in predlagal Uršuli, da ga povabimo kot našega novega sodelavca vsaj za naslednji 2 leti pri pripravi in izvedbi Jazz festivala Ljubljana. Prosim, Edin. Hvala Bogdan i Uršula, hvala oboma. Moram reći da mi je izuzetna čast da mogu zajedno sa Bogdanom kreirati program za festival koji ima tako dugu istoriju i bogatu tradiciju. I ono što mi je posebno važno jeste da kažem da mi je izuzetno izazov i veliko zadovoljstvo što ću biti dio ovako velikog tima Cankarjevog doma koji zapravo sama ova prezentacija pokazuje koliko se radi o intenzivnom programiranju i koliko zaista puno sadržaja se i festivala dešava u Cankarjevom. Što se tiče ove naše saradnje koja zvanično upravo počinje, mogu reći da to ne vidim kao neki novi početak za Ljubljana Jazz Festival ili Jazz Festival Ljubljana, već kao nastavak, odnosno novu fazu u daljem razvoju i izgradnji ovog festivala koji je sljedeće godine ima svoje 59. a već one tamo godine 60. izdanje i to ga čini zapravo najstarijim festivalom u smislu kontinuiteta u Europi. S druge strane, ovo je izuzetno važan i uzbudljiv trenutak kada je evropska jazz scena i jazz zajednica u pitanju, jer zapravo je Ljubljana, odnosno da budem precizniji, Cankarjev dom postaje već sljedeće sedmice centrom, pravim centrom kada je ova muzika improvizirana i sve ostale muzike koje su s tim u vezi u pitanju. I mislim da je to jedan izuzetan trenutak i za ovu našu saradnju da zapravo iskoristimo taj jedan, da tako kažem, šlagvort koji će nam biti dobar start i dobar početak ove nove faze, kao što sam rekao, i mislim da ćemo i u smislu formata i u smislu produkcije i promocije, naravno programa, uspjeti da nastavimo ovaj, kako bi rekao, uzbudljivi razvoj Ljubljana Jazz Festivala u narednim godinama. Eto, hvala. Najlepša hvala. Bogdan, boste še kaj dodala? Ne, mogoče bi samo še rekel par stvari o mogoče nadgradnji tega, kar je bilo do zdaj, kar se tiče samega parka. Da, to je što se tiče formata i infrastrukture i onoga kako će festivalski programi biti predstavljeni. Dakle, imamo ideju da napravimo, da produciramo u potpunosti jedan potpuno novi format koji će zapravo biti festival u festivalu gdje će Cankarjev imati priliku da
ponudi besplatne programe i da ponudi neke programe koji će zapravo biti programi koje Cankarjev, s obzirom na dugu tradiciju festivala, nudi gradu i građanima, bez obzira da li su oni publika i da li su oni zainteresirani za muziku, nego kao za konkretnu muziku, nego kao novi određeni sadržaj. I mislim da ćemo to uraditi na način koji će biti u najmanju ruku primjetan i mislim da će dodati jednu novu dimenziju samom festivalu, a to je samo jedna od stvari koje ćemo planirati, koje planiramo da napravimo u budućnosti. Ono što je također bitno u vezi sa konferencijom, da je, s obzirom da sam bio dio programskog odbora prilikom izbora slovenačkih muzičara, imao sam priliku da se ponovo upoznam i uvjerim koliko se zapravo radi o uzbudljivoj sceni, jer samo ovih 7 koji je izabrano, ako tih 7 ne bi bilo, ovi što nisu izabrani također bi predstavljali jednu vrlo ozbiljnu scenu. Tako da možemo reći da osim što ćemo nastaviti da gradimo i razvijamo festival kao platformu za slovenačke muzičare, naročito muzičare nove generacije, tako ćemo isto raditi na novoj publici festivala, jer festival sa tako dugom tradicijom mora kontinuirano da obnavlja publiku, s obzirom da je stariji od sve, skoro pa stariji od sve publike. Tako da je to jedan novi izazov i mislim da će biti puno prilika u budućnosti da o tome više govorimo. Najlepša hvala. Zelo veseli smo, da si v naši ekipi. Torej, kot veste, Cankarjev dom ni samo kulturno središče, izvedli bomo približno 600 umetniških kulturnih dogodkov, ampak je tudi pomembno kongresno-komercialno središče. V okviru kongresnega programa se bodo v letu 2018 zgodili številni pomembni dogodki za posamezne znanstvene discipline. Zgodilo se bo tudi veliko družabnih srečanj, ki so pomembna za evropski, svetovni pa tudi slovenski prostor. Konkurenca na tem področju, na področju pridobivanja predvsem mednarodnih kongresov, je izjemno ostra in izjemno velika. Toda magistri Bredi Pečovnik, direktorici kongresnega programa in njenim sodelavkam je uspelo, da so za prihodnje leto pripravili izjemen in presežen program. Hvala, Uršula. Kongresna sezona 2017-18 Cankarjevega doma je ena tistih, ki ji lahko rečemo, to leto je kongresno leto. In res bo. 27 različnih kongresov bomo gostili in med temi naj najprej izpostavim tiste, ki so kulturne narave in povezane z znanostjo. Mednarodna konferenca Docomomo bo potekala na temo dokumentacije in varovanja arhitekturne dediščine modernega gibanja 20. stoletja. Svetovno priznani predavatelji in raziskovalci najrazličnejših strok bodo predstavili aktualno problematiko z tega področja in podprli pomembna vprašanja za prihodnost. Tematika bo vezana tako na lokalne arhitekte, tu mislim predvsem na Plečnika in Ravnikarja, kot tudi na globalna vprašanja v zvezi s problematiko prenov arhitekture modernega gibanja, vprašanje vloge žensk v arhitekturi, tehnološkimi problemi sanacije, novimi modeli in novimi pristopi k dediščini. En izmed večjih projektov tovrstnih je tudi Slovenski knjižni sejem, vsakoleten, ki ga Cankarjev dom prireja z zbornico založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije. Poleg že vsakoletno ustaljenih vsebin se pripravljajo nove vsebine za mlade. Kot vemo, grafiti, skate, rap. Založniška akademija bo posvečena slikanicam, saj je letos 100. letnica izdaje prve slovenske slikanice Martin Krpan. Države gostje na sejmu bodo predstavljale nemški govorni prostor, Avstrija, Nemčija, Švica. Iz Švice prihajata pisatelj Peter Stam, avtor romana 7 let, in Lukas Berfus, avtor romana Koala. Iz Nemčije mlajšemu občinstvu znani gost Axel Scheffler in njegov znani lik Zverjasec in Tamara Bach, avtorica romana Ostanki poletja. Sejem bosta obiskala tudi slovensko-koroška literata Florjan Lipuš, avtor knjige Gramos, in Maja Haderlap, ki bo gostja sklepnega sejemskega zaključka. Sankt-Peterburški državni balet na ledu praznuje 150. obletnico delovanja in ustavil se bo tudi v Ljubljani.
Oder v Galusovi dvorani se bo drugič v zgodovini spremenil v ledeno pravljico za uprizoritev baleta Hrestač. Glavni koreograf spektakla je znani ruski režiser in dramatik Konstantin Rasadin. Z veliko skrbjo in mislijo, da je vsak posameznik odgovoren za svoje zdravje in dobro počutje, gostimo številne znanstvene kongrese in festivale na to temo. Evropsko konferenco torakalnih kirurgov. To je kongres, kjer kirurgi, strokovno srečanje kirurgov, ki zdravijo bolezen organov prsnega koša. V Ljubljani pričakujemo 2000 strokovnjakov, kar bo nedvomno največji kongres v letu 2018 v Sloveniji. Kongres Evropskega združenja za preventivno kardiologijo, kjer bo glavna tema preventiva srčno-žilnih bolezni. In je tudi prvi tovrstni strokovni dogodek, ki bo v Ljubljani. Tudi na tem kongresu pričakujemo nad 1200 udeležencev. Festival celostnega zdravja Dao Jah, festival alternativne medicine, tokrat s poudarkom o pomenu hrane kot o hranilu in zdravilu, kako hrana vpliva na zdravje in kako lahko tudi povzroči bolezen. Odgovore bomo poiskali v tradicionalni kitajski in indijski medicini in modernejši, novejši evropski homeopatiji, ki pa ima svoje korenine že v stari Grčiji in v Hipokratu. Vsako leto programsko vsebino zasnujejo akademsko izobraženi strokovnjaki, zdravniki, farmacevti in biologi. Festival za tretje življenjsko obdobje, to je največja tradicionalna prireditev za starejše v Sloveniji. Cankarjev dom postane prostor za povezovanje starejših, izmenjave idej in ustvarjanja. Je posvečen aktivnemu staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in uresničevanju solidarnosti med vsemi generacijami. Obišče ga okoli 17 000 obiskovalcev. Tokrat bo festival predstavil en strategijo dolgožive družbe in memorandum Združenja društva upokojencev Slovenije za leto 2018. Zraven predstavljenih prireditev bomo gostili tudi kongrese, ki bodo zaznamovali izobraževalne dogodke in kongrese z področja elektrotehnike. Poslovni svet bo pa zaznamoval dogodke POMP foruma, tudi že lahko rečemo stalne prireditve, Slovenske gazele, izbor najboljših hitro rastočih podjetij v Sloveniji, karierni sejem Moje delo, namenjen novim kandidatom za iskanje zaposlitve, TEDxa Ljubljana, kjer bodo udeleženci prisluhnili izbranim govorcem z aktualnimi družbenimi temami, ki pa v omejenem času morajo predstaviti svoje dogodke. Potem je še podelitev nagrad Gospodarske zbornice, namenjena direktorjem in predsednikom uprav, ki z izjemnimi rezultati in odličnostjo pripomorejo k podjetju in prispevajo k razvoju gospodarstva Slovenije. Nekaj je tudi dobrodelnih prireditev, ki jih Cankarjev dom gosti in seveda, ki te ustanove dobrodelne pomagajo s tistim, ki so pomoči potrebni. To je Rdeči križ Slovenije, ustanova Mali vitez, pomoč mladim zdravljenim od raka, Lions klubi, ki pomagajo ki pomagajo slepim, tistim, ki potrebujejo v družinskih, v slabih življenjskih pogojih živijo. Letos se pa obračamo tudi na tako imenovane ljudi, ki so zboleli za diabetesom. Vse ostale prireditve, ki jih bomo gostili in jih nisem omenila, lahko najdete v naši programski publikaciji in na spletni strani Cankarjevega doma. Naj pa zaključim, da je Cankarjev dom s kulturnim programom in znanstveno-kongresnim dogajanjem največje kulturno in znanstveno središče v Sloveniji.
Skrbimo, da pretok znanja, inovacij in informacij med različnimi znanstvenimi in družbenimi sferami poteka neprenehoma. Kulturno-umetniško in znanstveno ustvarjanje sta temeljna pogoja za doseganje duhovne prostosti in bogatejšega duhovnega življenja ljudi in znanstvenega razvoja družbe. Najlepša hvala. Za Cankarjev dom, za delovanje Cankarjevega doma preostaneta nam še dve naši direktorici, naši kolegici z nekoliko drugačnimi, vendar izjemno zanimivimi temami. Za delovanje Cankarjevega doma je namreč zelo pomembno tudi tisto, kar seveda obiskovalci ne opazijo. To je njegov poslovni sektor, ki ga vodi gospa Jana Kramberger, in pa seveda same analize, ki jih Jana Kramberger kot izvrsten finančni analitik pripravlja. Jana analizira ne le poslovanje Cankarjevega doma, ampak tudi poslovanje širšega okolja, predvsem na področju kulture. In danes se bo osredotočila na to, kaj si prebivalci Slovenije zelo pogosto mislijo o Cankarjevem domu, pa ni ravno nujno, da drži. Hvala, Uršula. Res je, sodelavci zelo pogosto naletimo na komentarje ali od poslovnih partnerjev, od nekaterih obiskovalcev, tudi od novinarjev, kako nam je v Cankarjevem domu lepo, ker dobimo ves, eni mislijo ves, eni pa skoraj ves denar iz proračuna. Mnogi nas tudi sprašuje, zakaj zaračunavamo vstopnine, če pa vendarle smo financirani iz proračuna. Zdaj, če spremljate zdajle obravnave v nacionalnem kulturnem programu, v predlogu novega nacionalnega kulturnega programa, ga spremlja tudi analiza financiranja kulture, kjer je zapisano, da, kar seveda drži, da Ministrstvo za kulturo zagotavlja nacionalnim javnim zavodom okrog 80% prihodkov, približno 20% moramo pa zaslužiti sami. To seveda drži za večino drugih nacionalnih kulturnih zavodov s področja za kulture, da je seveda njihov delež, da je delež proračunskih sredstev v njihovih prihodkih večji od 80%, za Cankarjev dom pa to ne drži. Smo kulturni in kongresni center in v povprečju dobimo iz proračunskih sredstev približno 56% denarja in da nimamo izgube, moramo zaslužiti vsako leto vsaj 44% prihodkov, da lahko plačamo vse stroške. To pomeni za letos in naslednjem letu več kot 4 milijone evrov. Zaslužiti moramo za prodajo vstopnic, dejavnostjo na trgu in sredstvi pokroviteljev. Druga, tudi zelo pogosta zmota ali pa trditev je, ali pa mnenje je, da Cankarjev dom dobi od vseh javnih zavodov z področja kulture največ denarja iz proračuna. Tudi to ne drži. Na sliki, ki sem vam jo pripravila, lahko vidite, naprimer, koliko sredstev smo dobili ključni umetniški javni zavodi od Ministrstva za kulturo v letu 2014, s tem, da se tudi za naslednji 2 leti podatki ali pa struktura ni bistveno spremenila, ampak podatkov ministrstvo še ni objavilo na spletnih straneh, zato sem zdaj pripravila informacijo za leto 2014. Seveda gre za zelo različne kulturne zavode, to so seveda tudi različna financiranja, ampak dejstvo je, da Cankarjev dom seveda ne dobi niti približno največ sredstev iz proračuna, ker že med nacionalnimi zavodi so v večjih zneskih, nekateri v bistveno večjih od Cankarjev dom financirani SNG Maribor, Ljubljanska opera in balet in Slovenska filharmonija. Dodala bi še eno zanimivo zadevo, ker pač spremljam te podatke, in sicer tudi pogosto je mnenje, nekateri ocenjujejo, da bi morali na področju kulture v javnih zavodih s področja kulture biti bolj učinkoviti pri pridobivanju sredstev od pokroviteljev in donatorjev. Seveda bi zato bilo verjetno marsikaj treba spremeniti tudi na zakonodajnem področju. Je pa v tej že omenjeni analizi financiranja kulture Ministrstvo za kulturo objavilo podatek, da je 27 nacionalnih javnih zavodov v letu 2015 prejelo sponzorska in donatorska sredstva v skupni višini 598.811 evrov. Moram pa reči, da smo mi zelo ponosni, da je Cankarjev dom od tega pridobil kar 268.741 evrov, ostalih 26 nacionalnih javnih zavodov pa skupaj 330.070 evrov. Hvala.
Najlepša hvala. Za konec pa nekaj posebnega. Zelo ponosni smo, da lahko že 40 letja te različne programe, ki smo jih danes predstavili, izvajamo v takšnem poslopju, kot je to poslopje Cankarjevega doma, za katerega je zaslužen arhitekt Edvard Ravnikar. Zelo veseli smo, da smo se združili z Mestno občino Ljubljana in da bo Mestna občina Ljubljana pripravila nekaj, kar pa še ni v programski knjižici, ker je novost. In sicer vas 27. oktobra vabim na otvoritev razstave Ravnikar na liniji. In sicer bo to razstava, s katero bomo obeležili 40 let od začetka izgradnje Cankarjevega doma, pa tudi 110. obletnico arhitektovega rojstva. Ta razstava bo v veliki sprejemni dvorani in vse, kar boste videli razstavljenega, bo dejansko postavljeno na takšno široko črto. Pripravlja pa jo Mestna občina Ljubljana. In ko že govorimo o našem poslopju, tudi naš današnji dan odprtih vrat je namenjen temu, da ga spoznamo iz tistih zornih kotov, ki so navadnemu obiskovalcu nevidni. In poseben biser Ravnikarjeve arhitekture, to je Galusova dvorana, ki kljub 40-letjem delovanja ostaja tudi v tehničnem smislu izjemno zanimiv prostor, bo predstavila direktorica tehničnega sektorja, to je največji pravzaprav sektor po številu zaposlenih v Cankarjevem domu, ki skrbi tako za tehnično izvedbo programa, kot seveda tudi za vzdrževanje poslopja, in z veliko znanja in strasti ta del, ta tehnični sektor vodi Karmen Klučar, ki predajam besedo. Hvala, Uršula. Dovolite, da vam za konec predstavim, ampak res na kratko, seveda nekaj zanimivosti v naši največji Galusovi dvorani, ki s svojimi 2000 kvadratnimi metri površine in pa 15.000 kubičnimi metri prostornine predstavlja res veličasten uprizoritveni prostor. Torej gre za tipično predstavnico odra s proscenjem, kar pomeni, da je pač pred odrom predoder oziroma prosceni, ki je lahko pač igralna površina, sicer je pa to orkestrska jama, ki je namenjena izvajalcem, glasbenikom. Verjetno se še vsi prav dobro spomnite, da je bila naša Iliada odigrana skoraj da izključno ravno na proscenju. Če se s proscenja preselim pač na odrski prostor, kjer ga ravno kar zdajle tudi lahko vidite, kako se en izmed njegovih segmentov poljubno dviga ali spušča, nanj se vnaša scenografija in se kot sam v celoti v svojih 324 kvadratnih metrih spusti 10 metrov nižje. Na njega se lahko potem postavi drug oder, ki ima svojo posebnost, in to je krog očrtan kvadratu s premerom 17 metrov. Tudi tukaj se verjetno še spominjate Jerneja Šugmana, ki je ležal čist na robu rotacije in smo ga vrteli in levo in desno, ne vem koliko časa že, v predstavi Vojna in mir. No, to menjavo odrov recimo pa smo, vsakoj, kar se jaz spomnim, izvedli na odprti sceni samo enkrat, in sicer to je bilo leta 1997 v predstavi Macbeth. Če se mogoče spomnite, ki je iz ene take, res iz globine, o pompozni glasbi, v taki modri meglici se je pač dvigoval na površje ta veličasten grad. Mogoče o samem odru in njegovi tehnologiji še to, da se nad odrom pač na 26 metrih, no konkretneje, je pripravljenih 43 linijskih vlekov. Na te vleke je v bistvu možno obešati različne scenske elemente ali pa pač neke priprave, kakorkoli že. Skratka, s pomočjo vsega tega na naših odrih sneži, dežuje, padajo zlati konfeti, ne vem kakšni konfeti še, riž, in pa lahko seveda tudi zasnežimo to odrsko pokrajino. Še tale zanimivost morda z tega področja oziroma z tega segmenta Cankarjevega doma. Za vnos različne vrste tovorov imamo tovorno dvigalo, ki naj bi bilo, upam, da je še vedno, največje dvigalo v Sloveniji. In sicer je tudi ta logistika dovoza bila že takrat izredno premišljena in še danes zelo dobro služi svojemu namenu.
še morda tole, da Cankarjev dom za svoje prezračevanje oziroma za zagotavljanje nekih ugodnih klimatskih razmer potrebuje 1 milijon kubičnih metrov zraka na uro. Sama Galusova dvorana, pač kot največji prostor, pa 90 000 kubičnih metrov. Skratka, podatki, ki so že za mene skoraj da nepredstavljivi. Tako da toliko na kratko o naši Galusovi dvorani. Seveda pa podrobneje na ogledih, ki jih pripravljamo v naši hiši, kjer se lahko tudi sprehodimo čez vse te skrite kotičke, ki ob spremljanju predstav pač niso vidni. Hvala vam. Najlepša hvala. Seveda ta program ne bi bil mogoč brez našega glavnega sofinancerja, Ministrstva za kulturo, ki se mu zahvaljujemo, gospa Močnik je danes z nami, in pa tudi številnih pokroviteljev, brez katerih ta program gotovo niti pol tako kakovosten ne bi mogel biti, kot danes je. Sicer pa je danes dan odprtih vrat. Cankarjev dom je ves dan poln različnih prireditev po zaslugi našega pokrovitelja za vse brezplačnih. Zato vas danes ob 7. zvečer vabim Linhartovo dvorano na predstavitev dokumentarca Boris Pahor Portret svobodnega človeka. Vstopnice so brezplačne pri naši blagajni, z nami bo tudi pisatelj in pa režiserka filma iz Francije. Sicer pa iskrena hvala vam, ki ste bili danes z nami skoraj 2 šolski uri. Odprti smo za vaša pričakovanja, veseli bomo tudi vaših pohval, na recepciji pa knjiga pritožb in pripomb.